Dobrodošli nazaj. Tako v studiu se mi je že pridružila naslednja gostja. Pred njo pa preverimo še pri Gali, kaj se še kaj aktualnega dogaja. Kakšne so še kaj aktualne novičke. Gala. Danes bodo v steklenem atriju Mestne hiše odprli razstavo Od čebelje poti v Ljubljani do mednarodne mreže čebeljih poti BeePath.net. Na razstavi bodo predstavili rezultate prenosa dobre prakse Ljubljane na 5 evropskih mest. Na ogled bosta postavljena tudi 2 zelo zanimiva razstavna predmeta, mozaik čebelice, mozaik iz rimskega mesta Emona ter medul, urbana forma čebelnjaka, ki so ga izdelali študenti Fakultete za arhitekturo. V sklopu Svetovnega dneva čebel bo jutri na Mestnem trgu zelo živahno. Poleg stojnic bodo tam še delavnice za otroke, predavanja ter predstavitev medovitih rastlin. Takole, jutri se nam obeta Svetovni dan čebel, sedaj pa se nam obeta pogovor, tako da Maša, kar vračam besedo nazaj v studio. Hvala, Gala. Ja, jutri se obeta Svetovni dan čebeli in marsikaj si nam tudi ti pripravila jutri na to temo, veliko gostov, tako da se že veselim. Se gledava midve kmalu s prometom? Se gledamo. Mi pa se zdaj ne bomo posvečali čebelam, ampak se bomo posvečali, lahko rečemo, drugim pridnim, marljivim delavcem, namreč posvetili se bomo ljubiteljski kulturi. V petek se namreč začne teden ljubiteljske kulture, ki skrbi za večjo dostopnost in mobilnost kulturnih dobrin. To je vseslovenska akcija, namenjena podpori ustvarjalcev in promociji ljubiteljske kulture po Sloveniji, pa tudi v zamejstvu. Začne se že ta petek, kot sem rekla, več o projektu pa nam bo povedala vodja projekta Maja Papič, ki je z nami v studiu, tako da dobrodošli tukaj z nami v studiu. Hvala, lepo zdrav tudi vam. Morda, da začneva takole bolj na splošno o ljubiteljski kulturi, da ne greva takoj na teden ljubiteljske kulture. Kaj vse sodi pod ljubiteljsko kulturo? Kako razvejena, raznolika je v Sloveniji? Torej, ljubiteljska kultura je kultura, s katero se ustvarjalci, ki ustvarjajo na različnih kulturno-umetniških področjih, ukvarjajo v svojem prostem času. Torej, zato ne prejemajo plačila. Seveda so pa vodeni navadno v okviru strokovnega mentorstva, torej kulturna društva, skupine, so navadno vodene pod budnim očesom strokovnjakov, ki so lahko tudi akademsko izobraženi, lahko pa tudi ne. Recimo mi za področje folklore nimamo praviloma akademsko izobraženih strokovnjakov, mogoče s področja etnologije in kulturne antropologije, ampak za ta izobraževanje v glavnem skrbi Javni sklad za kulturne dejavnosti. Torej, Javni sklad za kulturne dejavnosti je mreža, ki nekako sistemsko podpira to področje. V okviru naše dejavnosti skrbimo za 8 področij, in sicer zborovska glasba, inštrumentalna glasba, literatura in bralna kultura, potem gledališče in lutke, film, potem torej folklorna dejavnost, plesna dejavnost, in pa, a sem vse naštela? Mislim, da če ste kakšno pozabili, verjamem, da ne bodo jezni. Ampak ja, mislim, da ste našteli. Skratka, torej nekako za 8 področij. Seveda se nekatera tudi med sabo prepletajo, imamo določene projekte, tudi interdisciplinarne, recimo, kjer povezujemo področja, ne vem, kot so literatura, recimo pa likovna dejavnost, mislim, da sem likovno dejavnost. Ja, likovne pa niste tako. V okviru likovne recimo se tudi pokrivamo področje fotografije. Tako da, sicer pa recimo, če omenim še nekaj številk, se z ljubiteljsko kulturo torej ukvarja okoli 110 tisoč aktivnih ustvarjalcev v Sloveniji, ki delujejo v približno 5 tisočih kulturnih društvih in skupinah in na leto priredijo kar 25 tisoč kulturnih prireditev. To so v bistvu res visoke številke, no, za eno malo Slovenijo. Se pravi, v bistvu pri nas ljubiteljska kultura precej razširjena. Ja, zelo je razširjena, verjetno več, kot si predstavljamo in mislimo. Torej, nekako Javni sklad ima to tako programsko piramido, to pomeni, da najprej se lahko čisto vsak predstavi na območnem nivoju,
potem preko izbora selekcij določeni ustvarjalci in skupine pridejo na regijski nivo, torej tukaj gre za neke bolj izvirne, bolj kvalitetne programe in potem poteka selekcijski izbor tudi na regijski ravni, preko katerega se potem torej skupine in ustvarjalci uvrstijo na državne prireditve oziroma na državni nivo. Tako da v bistvu imamo tak sistem piramidalni, no se temu reče, katerega namen je ta spremljanje dela kulturnih društev in skupin in pa seveda s tem spodbujanje k razvoju, napredku in nekako ohranjanje te kvalitete in se pravi stremimo k temu, da imamo res kvalitetne produkcije na vseh področjih. In da potem v bistvu najkvalitetnejše produkcije iz vseh koncev lahko vidijo potem tudi ljudje iz drugih koncev Slovenije, da se potem lahko med seboj povežejo. A imate takšne selekcije prav na vseh 8 področjih ali samo na določenih? Te selekcije so na vseh področjih. Je pa tudi tako, da so recimo določena področja so bolj prisotna v mednarodnem merilu kot druga, recimo sploh zborovska dejavnost, ki je zelo razširjena, je veliko prisotna tudi v mednarodnem prostoru in ima tudi primerljive rezultate z ostalimi mednarodnimi sestavi, kar se tiče kvalitete, bom rekla. Je to v naših zborih velikokrat poslušamo, kako so dobri in koliko nagrad pobirajo tudi po tujini. Koliko je razširjena recimo zborovska dejavnost pri nas v Sloveniji? Zelo. Torej, če gledamo recimo posamezne lokalne skupnosti, potem je vedno v okviru te ljubiteljske kulturne dejavnosti je vedno največ zborov. Te skupine so tudi najbolj številčne. Tako da ta dejavnost je res zelo, zelo razširjena. Katere pa so še mogoče tiste dejavnosti, ki so poleg zborovske še precej razširjene? Zelo je razširjena tudi inštrumentalna glasba. Tukaj predvsem govorim o tako imenovanih pleh bandah oziroma godbe. Ja, tako. Teh je tudi veliko. Potem prav tako je zelo razširjeno gledališče. Linhartovo srečanje je vedno tudi dobro obiskano. Ja, tako to je v bistvu najbolj znana prireditev v okviru tega področja, gledališče in lutke. Tudi folklorna dejavnost, predvsem v kulturnih društvih seveda, ker to je skupinska dejavnost. Na eni strani imamo skupinske dejavnosti, torej zborovska, gledališka, inštrumentalna in folklorna, plesna, na drugi strani pa individualne, kjer vabimo tudi društva, ampak predvsem sodelujejo posamezni ustvarjalci, kot je likovna in pa literarna dejavnost. Ampak kot sem rekla, najbolj množična je pa ta zborovska dejavnost. Kje pa je v bistvu ljubiteljska kultura najbolj razširjena? Bi lahko rekli, da jo je na podeželju več kot v mestih, obratno, na določenih delih Slovenije, da jo je več. Kaj opažate? V bistvu je to različno. Mi imamo recimo naša mreža je sestavljena, naša kulturna mreža Javnega sklada za kulturne dejavnosti je sestavljena iz 59 območnih izpostav, ki so razpršene po celi Sloveniji. Tako da težko bi zdaj rekla, ki je najbolj razširjena. Jaz mislim, da kar enakomerno po celi Sloveniji. Recimo, če se navežem nazaj na zborovsko dejavnost samo v Ljubljani, samo v Ljubljani beležimo mogoče malo več kot 70 zborovskih in vokalnih sestavov. S tem, da v bistvu v Ljubljani pa v teh večjih mestih niti ta ljubiteljska dejavnost ne pride toliko do izraza, zato ker tukaj je veliko profesionalne kulture. Je pa ljubiteljska kultura zelo pomembna v manjših lokalnih skupnostih, kjer je ponekod je to edino, kar je od kulture, in tam pride to področje in vse te aktivnosti tako dosti bolj do izraza so povezane veliko bolj z lokalno skupnostjo, kot recimo v velikih mestih. Ampak imamo tudi v Ljubljani, recimo imamo 5 pihalnih godb, se pravi tudi, več kot
5 oziroma okoli 7 tudi folklornih skupin, tako da tudi v Ljubljani živi. Se veliko dogaja na tem področju, ampak kot pravim, mogoče je bolj, tako kot ste rekli, bolj diha ta ljubiteljska kultura, mogoče v okviru teh manjših lokalnih skupnosti. Kaj pa v zamejstvu? Za njih je najbrž precej pomembno, da tako z ljubiteljsko kulturo držijo recimo temu stik z matično državo v narekovajih. Ja, torej Javni sklad za kulturne dejavnosti tudi sofinancira projekte njihove, ne, recimo krovnih zvez in ostale projekte. Programsko se povezujejo tudi z našimi društvi. Torej tudi Javni sklad jih vabi, te skupine, ki delujejo recimo na Madžarskem ali pa pač na avstrijskem, Koroškem in tako naprej, jih vabijo tudi v naše programe, da sodelujejo. Tako da tudi na ta način se povezujemo več ali manj programsko in tudi v okviru financiranja in so vedno zelo veseli in radi pridejo na naše prireditve. In odzivni tudi. Tako. Morda opažate, kakšna je v bistvu demografija ljudi, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo? So to bolj mladi ali vseh starosti? Ja. Demografija je bolj na strani starejših, bom rekla, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo. Še najmanj je tega nekega aktivnega prebivalstva oziroma takrat, ko mlade še beležimo, recimo delamo veliko z vrtci in osnovnimi šolami, že manj z dijaki in študenti, potem pa je neka taka vrzel, je vrzel, seveda delovno obdobje pa družina in potem pa tudi danes je tako, včasih je bilo to drugače, to je, ljubiteljska kultura ima 100-letno tradicijo, ampak včasih je bilo več prostega časa, pa so se ljudje več družili. Danes pa ni, pa tudi danes je veliko več drugih aktivnosti, s katerimi se lahko ukvarjaš, več vsega je na voljo, in nekaterim opažamo, da ta kontinuiteta hoditi enkrat ali pa dvakrat na teden navaja, da za ene je to prenaporno in ni več časa, in tukaj nam zmanjka ta delovna populacija, Potem pa, ko nekako otroci odrastajo, se pa potem nazaj vračajo spet v skupine društva, eni, ki so že nehali, pa se že po 20 letih vračajo, tako da imamo veliko tega starejšega prebivalstva tudi v kulturnih društvih. Ampak, kot pravim, mi vedno stremimo k temu, da mobiliziramo mlade, zato je tudi letošnja otvoritev temu, smo mobilizirali mlade kolektive in probamo navdušiti mlade ne za ljubiteljsko kulturo, ampak mislim tako za kulturo in umetnost nasploh, tudi s tem, da za njih pripravljamo kvalitetne kulturno-umetniške programe v okviru osnovnih šol, da probamo posodabljati programe, vpeljevati nove smernice in iskati nove poti, kako se jim približati, na kak način seveda mladi razmišljajo čisto drugače, kot pa mogoče malo starejši in so za njih privlačne definitivno programi, ki spodbujajo to raziskovanje na tem stičišču znanosti, umetnosti, kulture, tako da tudi v tej smeri bomo mogli v prihodnje svoje moči usmeriti, da jim pač ponudimo adekvatne programe. Ja, ker za marsikaterega mladega je tudi to ljubiteljska kultura vstop v nekaj, pa potem se dejansko lahko tudi profesionalno odločijo s tem ukvarjati. Hvala za enkrat, mi dve se bova o ljubiteljski kulturi in podrobneje tudi o tednu ljubiteljske kulture še pogovarjali, predtem pa gremo za nekaj trenutkov v oglase. Se gledamo. Smo že nazaj in še vedno se pogovarjamo z Majo Papič, ki je vodja projekta Teden ljubiteljske kulture. Pogovarjamo se o ljubiteljski kulturi, zdaj se bomo pa počasi malce bolj dotaknili tudi prav Tedna ljubiteljske kulture, tako da ponovno pozdravljeni. Enako, lep pozdrav tudi vam. Že prej ste omenili, morda preden gremo na Teden ljubiteljske kulture, da je pri nas že dolgo časa, da imamo bogato zgodovino recimo tega ljubiteljske kulture. Kako se je razvijala pri nas skozi leta? Ja, torej, ljubiteljska kultura izhaja iz tradicije kulturnih društev.
Torej, vse skozi zgodovino je bila nekako upeta v to tradicijo, no, se pravi skupin. In tudi druženje, teh nadebudnikov, ki so hoteli. Seveda, ljubiteljska kultura je neka podstat, nek temelj tudi profesionalne kulture. Vsak, ki se ukvarja potem poklicno s kulturo, najprej vstopa kot ljubitelj in se bodi si uri v kakšnem društvu in potem kasneje pač prestopi to mejo. Včasih je ta meja zelo tudi nekako zabrisana, ker, kot sem že omenila, imamo ogromno teh vrhunskih sestavov, ampak ja, gre za v bistvu nekako kar okoli 100-letnica. Ena društva recimo so stara že 130 let, pa še vedno živijo. To so res neverjetni sestavi, ki zdržijo toliko let. Recimo Papirniška pihalna godba Vevče je praznovala že 110. obletnico delovanja. Predvsem so ta najstarejša društva v okviru teh pihalnih godb, sestavov. Ampak ja, se pravi, to področje ima že več kot 100-letno tradicijo in se je pa pričenjalo v društvih in verjetno so bile najstarejši te godbeni sestavi. In dolgo tradicijo ima ljubiteljska kultura, zelo je tudi razširjena, ampak vseeno jo dodatno še promovirate na teden ljubiteljske kulture. Kaj je v bistvu namen tega tedna? Namen tega tedna je promocija ljubiteljske kulture kot take, torej tudi ozaveščanje širše javnosti o pomenu kulture in umetnosti za širšo družbo, za posameznikov, osebnostni in duhovni razvoj. Želimo predstaviti bolj javno in tudi medijsko izpostaviti delovanje kulturnih društev in skupin, tudi posameznih ustvarjalcev, sporočiti, kako množična je ta dejavnost, tudi privabiti. Recimo, tudi to je priložnost, da ljudje malo več slišijo o teh dejavnostih in da tudi kulturna društva, da imajo priložnost recimo preko posvetov, odprtih vaj, predstavitev svojega dela, tudi privabiti nove člane. Tako da v bistvu gre tudi za neko podporo tem ustvarjalcem, hkrati in v okviru tega tedna nudimo številne ugodnosti, o katerem bomo malo kasneje verjetno govorili, ampak ja, tako da nasplošno gre za to, da malo razbobnamo, da čim več govorimo o tem, da širimo to zavedanje o pomenu in razširjenosti te dejavnosti. Kje pa lahko spremljamo te dogodke? Zdaj so večinoma na spletu, bodo v živo. Kako lahko spremljamo teden ljubiteljstva? Torej, na spletni strani tlk.jskd.si imamo bazo teh dogodkov, TLK dogodkovnik, mi temu pravimo, v katerega se steče vsako leto v okviru tedna ljubiteljske kulture okoli 1000 dogodkov. In ker pa je ta teden že nekako ratel prekratek. Za vse dogodke? Ja, za vse dogodke smo ta teden nekako razširili zdaj na en mesec. Torej, zdaj v bistvu teden ljubiteljske kulture je ratel mesec in traja od 20. maja do 20. junija, ampak te promocijske aktivnosti in vsa promocija je zgoščena v tem tednu in glavni te izpostavljeni dogodki Javnega sklada za kulturne dejavnosti se zgodijo potem v tem tednu. Te dogodki bodo potekali, veliko jih bo potekalo preko spletnih aplikacij, torej kot spletni dogodki, nekaj pa tudi v živo, seveda stvari se odpirajo in kot vemo, kulturne prireditve so zdaj odprte pod določenimi pogoji, seveda, ampak na samih ustvarjalcih pa je, kako se bodo odločili. Vendar moram poudariti, da tukaj ne gre samo za dogodke, zato ker zdaj društva niso delovala neki cajt. Ne moramo pričakovati, da bo zdaj ne vem koliko dogodkov. Pa da so ne vem kakšne produkcije naredili. Niso se. To bo velik problem in nekaj časa bomo potrebovali, da se bo stvar nekako vrnila nazaj v stare tirnice in nekako okrevala
pa področje potrebuje določen čas, da okreva. Torej, mi spodbujamo društva in skupine in vse, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, da pošiljajo tudi umetniške stvaritve oziroma spletne vsebine, ki so jih pripravljali v času karantene. Torej, namreč veliko zborov, plesnih skupin je delovalo tudi preko spleta in spletnih aplikacij, ali pa recimo, ne vem, so ustvarjali doma, ali pa so prijavljali recimo na naše likovne natečaje. Vse spodbujamo, da pošljejo tudi te vsebine, torej spletne, ne vem, likovna dela, kratke filme, karkoli so naredili, ali pa recimo neke izdelke, ki so nastali recimo v okviru naših likovnih, filmskih, literarnih natečajev, da pošljejo in prijavijo v ta TLK dogodkovnik in jih potem mi te določene vsebine še dodatno promoviramo. Zato, ker, kot pravim, ni za pričakovati, da bo zdaj bum z dogodkih, ker jih ni, ker je to. Ampak ravno s tem tednom ljubiteljske kulture želimo, ravno to je posebna pozornost namenjena ponovni aktivaciji ustvarjalcev k ustvarjanju, ker moram reči, da beležimo in zaznavamo ta upad ustvarjanja in zanimanja in apatijo, ker v druženju v živo ni bilo mogoče. Eni to pomeni, za ene je to pomemben socialni moment. In to... Ste zato v bistvu potem zdaj se ta teden ljubiteljske kulture bolj posvetili branju in pisanju? Ne, v bistvu ne. Gre za to, da vsako leto v okviru tedna ljubiteljske kulture izpostavimo eno dejavnost. Je pa res, da literatura poteka nemoteno, tudi v času epidemije, zato ker vse lahko poteka preko spletnih aplikacij, tudi vsa srečanja, vsi dogodki. In to področje je samo še v tem času nekako se je okrepilo, moram reči, zato ker so bili ljudje doma in so še več ustvarjali kot ponavadi in pisali in se udeleževali naših strokovnih izobraževanj, srečanj, natečajev v okviru literarne dejavnosti, ampak ni noben poseben razlog, da je letos literatura in bralna kultura v ospredju. Ja, mogoče zato smo se odločili, ker je pač Jurčičevo leto, ker se s tem poklanjamo tudi Jurčičevemu letu. Tako. Ampak je pa vsako leto v okviru TLK-ja rdeča nit pač eno od področij, s katerimi se ukvarjamo na Javnem skladu za kulturne dejavnosti. Tako da vedno pridejo potem v samo ospredje v določenem času. Ja. Pripravljate pa tudi, oziroma potekajo pa tudi nekatere nagradne igre. Ena nagradna igra, naslovljena Vrtovi berejo. A to je še aktualno? Ja, to je še aktualno. To bo aktualno skozi do 20. junija. Kdo lahko sodeluje? Sodelujejo lahko čisto vsi. Čisto vsi, ki primejo knjigo v roke, se fotografirajo zraven, ne vem, lahko na terasi s kakšno rožico. Mi spodbujamo to branje v naravi, ravno zaradi te epidemije. Smo tudi na ta način hoteli spodbuditi, da zdaj spomladi, čeprav več ali manj dežuje, ampak bi bilo fino. Kmalu ne bo več, ne more ves čas. Spodbujamo to branje v naravi, da grejo ljudje ven, da vzamejo svojo najljubšo knjigo ali pa tudi kakršnokoli, kar jih zanima, in se fotografirajo, ne vem, pod drevesom, na terasi z rožicami, kakorkoli, napošljajo fotografijo in potem bomo pač žirija zbrala 3 najboljše fotografije, ki bodo tudi nagrajene. Torej, tudi nagrade so privlačne, se pravi, prva nagrada je vikend paket za 2 osebi v eni od slovenskih termah. Potem so brezplačno izobraževanje JSKD, majčke TLK, svinčniki, ključki, potem imamo tudi razglednice, teden ljubiteljske kulture, take praktične nagrade, bom rekla tudi. Pripravljate pa še marsikaj, med drugim tudi bralni maraton, ampak zdaj nama malce zmanjkuje časa, pa ne bomo mogli vsega omeniti. Morda za konec samo še to, se je treba na dogodke prej prijaviti in ali so plačljivi?
Ja, zdaj to društva samo odločajo o tem, ali bo imela plačljive ali neplačljive dogodke, ampak večina dogodkov društev je brez vstopnine. In to je mogoče celo zelo velika ugodnost, ali pa tudi za nekatere največje v okviru tedna ljubiteljske kulture, da so vse prireditve brez vstopnine oproščene plačila nadomestil za avtorske in sorodne pravice. To smo dosegli z našima partnerjema SAZAS in IPF že lani, da nam oprostijo pač plačila teh nadomestil za cel mesec. Tako da to je zelo velika ugodnost za društva, zato tudi tako množično in intenzivno prijavljajo dogodke v naš TLK dogodkovnik. Nekateri dogodki so plačljivi, ampak večina njih pa ne. Tako da seveda vabljeni k prijavi, mi tudi te dobre vsebine promoviramo na naših družbenih omrežjih. Vabim tudi k obisku naše spletne strani www.tlk.jskd.si, kjer bodo obiskovalci in tisti, ki jih zanima, kaj vse se bo dogajalo in česa se lahko udeležijo, zvejo več informacij. Je pa letos namen spodbuditi tudi mlade k tej aktivni participaciji v kulturi. Temu je namenjena tudi otvoritev. Mobilizirali smo mlade kolektive z področja glasbe, literature, gledališča. Bo zelo zanimiva spletno predvajanje otvoritve v petek torej 21. maja ob 8. zvečer na naši spletni strani, na naših YouTube kanalih, socialnih omrežjih. To bomo še vse torej dali tudi v obvestilnikih in razpošiljali naprej te informacije. Tudi pripravljamo okroglo mizo na temo Mladi ustvarjalnost kultura. 2.6. ob 5. bo tudi spletno predvajanje live streamano, kjer bomo govorili ravno o tem odnosu mladih do kulture danes in kakšne so strategije oziroma perspektive v okviru te kulturno-umetnostne vzgoje za naprej. Odlično. In bomo spremljali in upam, da bodo tudi gledalke in gledalci spremljali to po spletu. Hvala vam za obisk in srečno s tednom ljubiteljske kulture. Hvala tudi vam za povabilo. Z veseljem. Mi gremo v oglase, po oglasih pa čisto druga tema. Govorili bomo o grafologiji. Se gledamo.